tukaj posest. Dober večer. Spoštovane pesnice, sedijo v prvi vrsti predstavniki založbe Kulturni center, predsednik društva TOTI-DCA Marjan Holc, cenjeno občinstvo, lepo pozdravljeni. 5 avtoric že nestrpno čaka, da nas popelje v njihov svet poezije. Najprej pa vabim k besedi našega gostitelja, Marjana Holca. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem ljubiteljem poezije. Moram reči, da smo danes pripravili tale večer v sodelovanju z Kulturnim društvom Studenci Maribor, kar nas še posebej veseli, da se lahko povezujemo in sodelujemo. V našem dnevnem centru sicer potekajo številni programi na zelo različnih področjih, torej od rekreacijskega področja, izobraževalnih področij, zdravstvene preventive, ampak začeli smo leta 2015, torej smo relativno mlado društvo, z kulturo. Torej, prva delavnica je bila pri nas literarna delavnica Likus, kjer so se zbrale ljubiteljice proze in smo jim seveda omogočili v naših prostorih, da so lahko nadaljevali z delom. Danes deluje v našem dnevnem centru literarna skupina Vsaka beseda je lahko pesem ali roman. To je nastala je na pobudo Erne Holcu, nekaj časa je vodila Katarina Holc, njena hčera, sedaj pa jo vodi naša Vlasta Čečinovič-Krofič, ki je seveda tudi aktivna in povezana z Kulturnim društvom Studenci. Moram vedno ustati, da me spoznajo tisti, ki me še. Še vedno gostuje pri nas tudi društvo Likus. Pri nas imajo mesečna srečanja, kajti namen našega društva ni samo, da izvajamo naše programe, ampak da tudi drugim društvom ponujamo možnost, da se tukaj srečujejo, da imajo občasno prostore, da jim ponudimo tudi kakšno drugo podporo, pa magari računalnik, internet ali kaj podobnega. Hkrati tudi delujemo na področju umetnosti in sicer pri nas potekajo kar 3 likovne delavnice, likovna delavnica Linea, likovna delavnica Sfumato in pa likovna delavnica Fortuna. Dela ene od teh likovnih delavnic, oziroma naše pridne članice, spet Vlasta Čečinovič-Krofič, njeno razstavo si lahko pravkar ogledate na zadnji steni. Na koncu, ko bo malo časa, ko bomo še malo prijetno poklepetali, si lahko v miru ogledate ta dela. Hkrati pa je tudi ena razstava likovne delavnice Sfumato, ki jo vodi profesor akademski slikar Oto Rimele v prostorih mestne občine Maribor. Torej, še enkrat bi povedal, da je naš namen, da bi se tudi povezovali z drugimi društvi, da se lahko pri nas predstavijo, da lahko nastopajo, s tem se spoznamo, širimo kulturo, širimo poezijo, širimo prozo. Jaz vam vsem skupaj želim lep in pa prijeten večer in pa seveda tudi lepe praznike, prihajajoče praznike. Hvala lepa. V letošnji pomladi so se članice literarno-recitacijske sekcije Vedrina Kulturnega društva Studenci Maribor in sicer Ana Pušnik kot vodja sekcije in mentorica in članice Vlasta Čečinovič-Krofič, Jana Hartmann-Krajnc, Milena Nemec-Mini in Danica Zlatar udeležile pesniških literarnih delavnic s pesnico in literarno kritičarko magistrico Lariso Javernik. Na teh delavnicah je nastala raznovrstna sodobna poezija. Meje med poezijo in proznimi deli se vse pogosteje prepletajo in razblinjajo in takšne so tudi njihove pesmi, predstavljene v knjigi, ki nam jo danes ponujajo v branje in v premislek. V oceni knjige je recenzentka Marija Švajncer v uvodu zapisala: tako kot so 4 slovenski pesniki, Kaj Tanković, Ciril Zobec, Janez Menard in Tone Pavček, napisali in objavili pesniško zbirko Pesmi 4, in to v letu 1953, ki je v tistih časih zaradi drugačnosti, izvirnosti in novosti vzbudila veliko pozornost, so se naše pesnice odločile za skupno pesniško zbirko z naslovom Pesmi 5. Kako pomenljivo.
Če bi številne aktivnosti, s katerimi se tudi gospa ukvarja ob zlaganju pesmi, primerjali z aktivnostmi otrok, bi rekli, da so hiperaktivne. Toda za razliko od mladih se one ne sprašujejo o smislu življenja, o življenjskih ciljih, ampak delajo preprosto to, kar jih veseli in kar jih izpopolnjuje. Založba, ki je izdala njihovo knjigo, je Kulturni center Maribor, založba Frontier, in prosim njenega direktorja Dušana Hedla za nekaj besed o knjigi in o založbi. Ja, spoštovani, najlepša hvala za besedo. Jaz bi se najprej v imenu Kulturnega centra Maribor najlepša zahvala gospe Mariji Švencer, da nas je spoznala oziroma združila z vašim društvom in smo izredno veseli svoja, da smo en projekt izvedli skupaj. Sicer Kulturni center Maribor velja za izredno agilen zavod oziroma založbo, zelo hitro realiziramo knjige, ampak avtorice, 5 avtoric vašega društva, gospa Vlasta, nam je pokazala, kako lahko še hitreje naredimo, realiziramo knjigo. Mislim, da je knjiga odlično izpadla. En aplavz za vseh 5 avtoric. Bi pa izkoristil priložnost, namreč povabil bi vse prisotne k pisanju v našem elektronskem časopisu. Namreč Kulturni center Maribor je izdajatelj elektronskega časopisa in berejo nas vsi slovensko beroči. Torej, to pomeni, da nas bere tudi v Argentini, Kanadi, Sloveniji, Hrvaškem, Nemčiji in tako naprej. In imamo velik doseg, torej že kakšnih 5000 bralcev na dan. Iz objav na kulturno-medijskem centru KMCS, tako imenovanem, je že marsikatera knjiga potem tudi izšla. Torej to, če bi kdo bil zainteresiran, prosim, kasneje lahko mu pošljem vabilo na osebni e-mail. Asistenco pa seveda nudim vedno potem, če bi šlo za kakšne tehnične probleme, je pa zelo enostavno vse narediti. Bi še to izkoristil priložnost, knjigo prodajamo zaradi tega, ker je zakonodaja takšna, da knjige pol leta ne smemo prodajati s popustom. To vemo, da je pol leta, ker je Javna agencija za knjigo takšno pač zakon sprejela, oziroma država na pobudo Javne agencije za knjigo, kar se mi zdi malo sporno, ampak kdor bo kupil knjigo, dobi danes 2 CD-ja, smo pripravili kot darilo zraven lepe muzike. Najlepša hvala za besedo. Zdaj pa k našim 5 gospem. Njihova poezija, katere delček nam je na voljo v pričujoči knjigi, se želi bralca dotakniti in ga popeljati v svet misli in čustev. In kakor je zapisala Marija Švencer, citiram, pesnice povezuje kakovostna in osebno izpovedna poezija, odzivanje na lastni položaj in dogajanje v svetu, doživljanje narave, zazrtost vanjo ter iskanje stikov med notranjostjo in zunanjimi dogodki. Konec navedka. Zdaj pa prosim gospo Vlasto Črčinović-Krotič, da se mi pridruži, ker je v knjigi tudi prva, ki predstavlja svojih 10 pesmi. Za vsako so se avtorice odločile, da v knjigo vključijo po 10 pesmi. Vlasta Črčinović-Krotič je doktorica ekonomskih znanosti z področja financ. In predvidevam, da ji je bilo ob vsem tem, kar počne, takrat v delovni dobi zelo pusto se ukvarjati s številkami. No, torej po upokojitvi je obudila svoje konjičke iz mladosti in se jim posvetila. Od prepevanja v pevskem zboru, preko dramsko-recitacijskega delovanja, do proze, poezije, slikarstva in seveda tudi prostovoljstva. V društvu proti DCA vodi celo jezikovni tečaj francoščine. To pomeni, da je vsestranska. Ampak to je samo nekaj aktivnosti. Zdaj pa gospod Vlasto vprašala, ali ta vaša mnogostranskost pomeni, da se še vedno iščete, da še niste našli svojega mota ali pa svojega poslanstva? Sem kot zlatokop, ki išče zlata zrna, ki bi ostala na nekem situ. Seveda, pot do vsakega cilja je bolj razborljiva in zanimiva kot cilj sam. Potem, ko dosežem cilj, sem izpraznjena in verjamem, da bo tokrat podobno, zato bom spet iskala zlata zrna. Tako, zdaj pa prosim, če nam preberete prvo izbrano pesem.
Jesenska pot. Koraki pod košatimi kostanji in hrasti. Potka pod pisanim listjem. Prisluhnem šelestenju, odtavam v misli. Spotikam se v obdivje kostanje, stopam na drobne želode, lovim ravnotežje. Pridem do razpotja. Kam? Na poti so ovire, drobnejše kot želodi in večje kot kostanji. Sonce je obarvalo oblake zlato in rožnato. Pospešim proti domu. Vstopim. Nosnice priplava von doma. Dih se umiri. Vem, da sem na pravi poti. Jana Hartmann-Kranjc. Gospa Jana je kot predmetna učiteljica za gospodinjstvo in slovenski jezik s književnostjo službovala na več osnovnih šolah in aktivno delovala v številnih obšolskih dejavnostih, obenem pa se je poglabljala tudi v učne načrte, kjer je bila zelo aktivna in tudi uspešna. Dobila je več priznanj za svoje pedagoško delo. Piše pesmi, romane, humoreske, kratko prozo, recenzije, lektorira, objavlja v glasilih, revijah, časopisih. Naj še naštevam. V zbornikih, nastopa na literarnih večerih in celo po radiju. Je članica skupine Vedrina pri Kulturnem umetniškem društvu Studenci in se udejstvuje pri recitacijski, bralni in literarni skupini. Doslej je izdala 12 samostojnih knjig, moj poklon. 12. Napisan ima še roman Cvet tulipanovca, ki govori o njenem službovanju na študentski osnovni šoli. Roman Pripoved stare meščanke pa so mariborske knjižnice uvrstile v letošnji seznam bralne značke za odrasle, ki poteka pod naslovom Zgodbe našega mesta. Gospa Hartmann-Kranjc, zdaj pa vprašanje za vas. Skoraj vse življenje ste delali med mladimi. Zdaj pretežno delate med seniori. Ali kaj pogrešate? Mladostni vrvež, oziroma kje ga najdete še? Ne, mladostnega vrveža sploh ne pogrešam, ker imam 2 vnučka, ki sta kar naprej pri nas. In sicer punčka je stara 2 leti in pol in je ime Karina, fantek je star 6 let, 6 in pol, že hodi v 1. razred, ime mu je Dani. In veliko se pogovarjamo, berem jim pravljice in Dani že celo sam poskuša pripovedovati pravljice in potem jaz grem k računalniku, on mi pripoveduje, jaz pa tipkam. In kar se pa šole tiče, na šolo imam lepe spomine in zato sem tudi napisala knjigo Cvet tulipanovca. Ta je sicer v založbi še, prav tu v Frontierju, in drugo leto bo išla septembra, ko bo začela šola in sicer bo predstavitev na šoli Janka Padežnika in tam bojo zgradili novo knjižnico in vas že zdaj vabim, da se pridružite. To pomeni, da so vaši geni nekako že pokazali, da so šli naprej, vsaj pri vnuku, ne? Ja, mislim, da ja. Izvolite, vaša pisma. Na življenjskem vlaku. Hitijo vlaki skozi čas, a v enem jaz. Drvijo kolesa, bežijo oblaki, bežijo drevesa, telefonski drogovi, bežijo polja, bežijo domovi, sonce steče čez nebo, že dan noči se omakne v žarečem večernem odsevu in noč se umika spet dnevu. Oh, vsemu mudi se, mudi, z mano vlak divje drvi, tuje postaje, tuji obrazi. Več ne poznam številnih ljudi, vse teče naprej kot na ukaz, kot pasta iz tube brez konca in kraja. Daljava se bliža in nova prihaja. Vlak jo nenehno lovi in lovi.
leta izgubljam, prijatelje ljube. Tedaj si v roke naslonim obraz in glej, na njem čutim velost in gube. Hvala lepa. Zdaj pa bomo naredili kratek predah, ker sem opazila, da se nam je pridružila gospa Rozika Ogorevc, predsednica Kulturnega društva Studentci Maribor. In vas prosim, gospa Rozika, za nekaj besed. Pozdravljeni. Dobro večer. Lepo pozdravljeni, spoštovane pesnice. Veseli me, da se je zgodila ta knjiga in kaj naj rečem, iskrene čestitke vsem petim, pa še posebej gospe Rodnici, ki je to pripravila. V glavnem o samih pesmih ne bi govorila, ker nisem za to izobražena, ampak v vsakem primeru pa je to velik dogodek še letošnjim letom, ki so ga pripravile naše članice Vedrine. Najlepša vam hvala in vsem tistim, ki ste prišli, še zdravje. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa pred vas vabim Mileno Nemec Nini. Gospa Nemec je ljubiteljska slikarka in to že 25 let. Imela je že 20 samostojnih razstav, sodelovala je na skupinskih razstavah in se udeležila številnih likovnih kolonij. Je članica Kulturnega društva Studentci in sicer sodeluje v likovni skupini Stil in literarni skupini Vedrina. Zadnjih nekaj let skuša s slikanjem preliti na platno občutke človeške duše. V ospredju so predvsem občutki ženske duše, razpete med sanjami in resničnim svetom, na katerem živi. Poseben cikel slik pa so slike jabolk. Avtorica jih je uporabila kot simbol zdravja. To so slike, ki jih podarja v dobrodelne namene, oziroma jih bolniki kasneje podarjajo v zahvalo ljudem, ki skrbijo za njihovo zdravje. Vsa njena likovna dela so opremljena tudi z besedili. Z leti so iz teh besedil nastale pesmi, ki vedno bolj prevladujejo v umetniškem izražanju avtorice. Skozi pesmi skuša izraziti svojo nemoč v trenutkih, ko je človek postavljen pred neizprosna življenjska dejstva. Za svoja likovna dela in poezijo pa gospa Nini pravi: izbrala sem čopič, barve in poezijo za iskanje svojega sonca v sivini vsakdana. Gospa Nemec, kako vidite vi svet med sanjami in resničnostjo? Dobar večer vsem skupaj. Odgovor na to vprašanje se skriva v sliki, ki smo jo uporabili za naslovnico naše knjige. Njen naslov je Ujeta. Govori pa o ženski, ki je ujeta med dva svetova, svet resničnosti, to je svet rutine, tradicije, skrbi za druge, in pa tistim drugim svetom, to je svet njenih sanj, želja, prikrite ustvarjalnosti, včasih tudi zatirane ustvarjalnosti. Prvi svet, ki sem ga upodobila na sliki v obliki okvirja, lesenega, okenskega, grobega okvirja, je v svoji realnosti nekoliko grob. Tisti drugi svet, svet sanj, želja, pa je zelo nežen, prosojen in predstavlja ga zavesa na tej sliki. Ta svet lahko zamaja tudi najmanjši piš vetra. In med tema dvema svetovama je tisti tretji svet, o katerem me sprašujete. Ta tretji svet ženski omogoča, da v resničnem svetu, v katerem živi, izpolnjuje svoje sanje, skrite želje in ustvarja tudi tisto nekaj več. Delček tistega nekaj več pa smo vseh nas spet tukaj zbralo v knjigi Pesmi petih. Hvala lepa, vaša pesem. Naslov moje pesmi je Amalija.
sobo, kjer je tako kot Amalija vse staro, se skozi umazano zaveso skuša prebiti žarek sonca. Amalija ne mara juter. Vedno znova jo spomnijo, da ne sodi več v ta čas. Z drsajočimi koraki se približa oknu in za trenutek odgrne umazano zaveso. S pogledom poboža zgubane liste, ki tiho in nežno padajo na tla. Tako so odšli, tiho in nežno. Počasi se vrne k mizi in s tresočo roko natoči kavo. Zdaj pa vabim gospo Ano Marijo Pušnik, da se mi pridruži tukaj strani. Lep pozdrav vsem. Ana Marija Pušnik se je leta 1999 včlanila v Mariborsko literarno družbo in se pričela resneje ukvarjati z literaturo. Sodeluje na skupinskih in samostojnih literarnih večerih v Sloveniji, svojo poezijo in prozo predstavlja v nemškem jeziku, v Avstriji in v Romuniji. Piše in v različnih medijih objavlja, celo tudi novinarske prispevke. Leta 2008 je prejela prvo nagrado za kratko prozo v Mladiki v Trstu. Ana Marija Pušnik je članica številnih društev, kjer aktivno deluje. Za kulturno društvo Mostovi je uredila 3 dvojezične zbornike z naslovom Vezi med ljudmi. Je častna članica Andragoškega društva Slovenije. Obiskuje likovne delavnice kulturnega društva Studenci v sekciji Lise, za katero je organizirala 8 mednarodnih likovnih kolonij z naslovom Ustvarjamo skupaj. Zdaj pa vprašanje za vas, gospa Pušnik. Kdaj se ob teh vaših vseh naštetih aktivnostih, ki seveda verjamem, da niso prav vse, kdaj se torej vaš svet umiri, kdaj se utiša, kdaj najdete čas zase? Ja, čas zase si je pa treba vzeti. Predvsem si ga vzamem takrat, ko grem na vrt, kjer kopljem, obdelujem, pobiram pridelke. Skratka, tam se počutim res pristno. Bi rekla, ves svet je moj. Tam se umirim, mogoče se malo jezim na kakšne polže, to že morda, pa kaj drugega, ampak nasplošno največ miru najdem tam. Nasproti mojega vrta so smreke, je gozd, ki mi daje tudi energijo. Potem pa recimo zvečer, ko pa se dan zaključi, pa je seveda moja popotnica vedno knjiga. Naj bo to poezija ali proza in tam se potem res popolnoma umirim do spanja. To bi bilo to. Kdaj pa potem ustvarjate? A ja, med dnevom še seveda, ne, se ves dan nisem na vrtu, ne. Seveda, ampak tudi imate beležnico v žepu. Niti ne. Ker ko se misel pojavi, pravijo, jo je treba takoj zapisati, sicer odide. Imam vedno pisalo in blokec pri postelji. To pa imam, ker se je že zgodilo, da sem se zbudila sredi noči, pa je šinilo nekaj skozi možgane in se reka, če zdaj ne napišem, ne bom nikoli. In naslednji dan tistega res potem več ni. Tako? Ja. Izvolite, vaša pesem. Hvala. Druga stran ulice. Izbrala sem senčno stran ulice. Na drugi strani sije sonce. Stopam z zaprtimi očmi. Butam v okrušene robnike najinih odnosov. Tam za robniki čutim toploto. Izbrala sem drugo stran ulice. Zdaj pa vabim še gospod Danico Zlatar. Se ga podoči na glas drugim običajno. Danica Zlatar je ljubezen do knjig podedovala od staršev. Njen prvi šolski dan na osnovni šoli Janka Padežnika je bil zanjo nekaj najdragocenejšega.
Njena najljubša predmeta sta bila slovenščina in angleščina, kar je bil tudi predmet njenega študija. V različnih življenjskih obdobjih je pisala dnevniške zapiske in pesmi. Rada se igra z besedami in jih niza v pesniško izpoved. Večina njenih pesmi je osebno izpovednih. Narava ji seže globoko v srce, zelo se čuti povezana z njo, kar se odraža tudi v njenih pesniških utrinkih. Pesmi so bile objavljene v glasilu mestne četrti Studenčan. Leta 2014 in 2016 jih je objavila v zborniku Studenški izviri 1, 2 in 3. Od leta 2014 do 2018 je bila vodja literarne sekcije Vedrina, vsa leta od pričetka delovanja pa vodi bralno skupino. Gospa Zlatar, v eni od pesmi ste zapisali, da je duša skrivnostna kot noč. Ali vam ustvarjalni navdih deluje po noči ali po dnevu? Ja, težko je reči, pravzaprav ni pravila, ampak mogoče res kar precejšen del zvečer ali po noči, ko se vse umiri, glasovi potihnejo, včasih že tišina postane preglasna. Ampak ja, vedno sem bolj pisala prozo, sicer kot poezijo, v teh dnevniških zapisih ali pa kratkih zgodbah, po spominu, pripovedih mojih staršev, recimo, iz preteklosti. Res pa je, da je beseda zame nekaj čudežnega, ima čudežno moč. In tako kot ste rekli, da zelo radi opazujemo naravo, ljudi. In s tem si nabiramo in kot da bi so navesili na nas neki občutki, občutenja, čustva. In včasih potem postane pretežko. Pa zliješ na papir, v besedo in duša postane lažja. Vaša pesem. Duša je kot čoln, globoko usidrana v telo. Lahko je zapečatena beseda. Duša je skrivnostna kot noč, napolnjena kot debela knjiga. Duša je razumevajoča kot mati, lebdi od neočakanosti kot poreden otrok. Ali pa je kot popotnik, ki tava in ne ve kam. Včasih pa je samo dobra duša. Duša je kot koščica v marelici, je kot pedal na kolesu, je vedno poganjajoči se perpetuum mobile. Trenutek. V vrtu samevajo mize, sončni žarek se ujame v kozarec, motor zahrumi, vrabci se razbežijo, potopim se v modrino oči, bleščeča pleša, štrenasti dolgi lasje, protetičen nasmeh, v rokah šopek rumenih narcis, nabranih na domačem vrtu. Plah nasmeh, drhteča roka, objem. Sonce zaide, čarobnost trenutka zbledi. Nepomembna smrt. Borov gozd objela je tema, visoko na nebu luna zaspana, v daljavi morje šepeta. Vesela družba razigrana prepeva, se smeji, kramlja. Na mizi pjani kozarci stojijo, kot da se petrolejke bojijo. V njej majhen ogenj plapola in medev soj svetlobe da. Družbi pa ure prijetne tako, pesem vesela izginja v temo. Se veščak svetilki bledi spusti, ne mara zapetje, k svetlobi hoče in obkroži steklo vroče. Tedaj zacvrči, krilca se scvrejo, sedim pokadi, zgrbančena kepica pade na prt. In spet je tako, kot prej je bilo, čeprav je drobno življenje odšlo. Družbi pa ure prijetne tako, pesem vesela izginja v temo.
rdeča obleka z belimi pikami. Zaprta v prostoru brez oken se počasi dušim. Z roke v roko prelagam rdečo obleko z belimi pikami. Premajhna je zame, za moje okorno telo. Bili so dnevi, ko sem želela kupiti še nekaj blaga, rdečega z belimi pikami. Za obleko, da bi prav mi bila. Pa so rekli, da bele pike niso za takšne ljudi, ki praznih so rok in srce jih boli. Podarjam ti to, rdečo obleko z belimi pikami. Jaz res ne vem, kaj naj z njo. Ti, pa če imaš me še rad, daj mi ključ od teh vrat. Negliže. Samo za te nadela sem ta negliže. Ko v zvezdni noči tvoj poljub predrami strast, ko tvoj poljub obeta slast. Sem Eva, pred teboj zardelih lic. Srce trepeče, dih zastaja, želja tiha se poraja. Dotaknejo se prsti vročih še ramen, počasi zdrsne k nogam negliže. Ti, Adam, pa drhteč, poljubljaš, kar zakriva čipkasti je negliže, ki sem, priznam, izbrala ga samo za te. Klovn. Vedno je nasmejan, zato se sprašujem, so solze na njegovem licu le privid? Smeh in solze hkrati. Je to mogoče? Solze skrite so za smeh. Smeha ni treba skrivati. Smeh je simbol sreče in blagostanja. Simbol česa pa so solze? O tem ne govorimo radi. A klovn vidi v srce, zato je vedno tudi žalosten. Pa vendar vemo, hočemo biti prepričani, da je to tisti klovn, ki se ne žalosti, ki je takšen kot mi, nerodno srečen in ki o svojem poslanstvu ne razmišlja preveč, kadar ga le to boli. Vranji par. Pohorje zakrivajo koprene oblakov in goste meglice. Dvigne se severnik. Zažvižga okoli vogalov hiš. Preseli se v krošnje dreves. Ječi, grozi, upogiba veje. Sesa pisano listje, vrtinči ga in odlaga na zelenico. Igra se ponavlja v neskončnost. Na najvišji hrastovi veji kljubuje mogočen vranji par. Kra, kra, kličeta zima. Na selju sta stara znanca, ostarela, osamljena, brez bližnjih prijateljev. Nekoč sta mnogo potovala. Ko sta ostarela, sta ostala na istem mestu, na najvišjem drevesu. Po novoletnih praznikih. Odpeljal Dionizov voz z velikim hrupom jesko svetlo noč. Se z njega je cedilo vino, dišali žaro so prašički, satiri pijani trkali so se z rožički in peli, krohotali se na moč, ko jim kapljale od mastne brade. So z njimi se poljubljale menade, drogirane, od sladke kaplje in ljubezni. Odpeljal Dionizov voz je, se vdaljilo kozjih nog bobnenje, utihnil hrup, zamrl pijani smeh.
minil je greh in spet smo trezni. Sneg pada v žametno tišino, v normalni tir usmerja se življenje. Moja naslednja pesem govori o ljubezni, o neskončni ljubezni, takšni, za katero ne obstaja prostor tukaj in tam. O ljubezni, ki traja vedno in zavedno. Naslov pesmi je Bele ptice, napisala pa sem jo za Mojco in Petra. Krčevito se oklepa ograje, tople od njene ljubezni. V njegovem utrujenem telesu se nabirajo bele ptice, vse več jih je. Skrili in skljuni mu na široko odpirajo usta. Bolečina je neznosna, krčevito se oklepa ograje tople od njene ljubezni. Na tisoče belih ptic neslišno odleti. S pogledom še zadnjič poljubi rdeči svet za sabo in spusti ograjo toplo od njene ljubezni. Čas je, da svoje utrujeno telo počasi položi v smaragdno trago na drugi strani mosta. Pod roko s teboj. Pod roko s teboj bi ponosno šla po ulicah starega mesta. Odzdravljala bi mimoidočim, pozdravljala prijatelje in znance. Tudi neznancem bi poklonila prijazen nasmeh. Kljub praznini v duši bi jim namenila lep dober dan. Nič za to, če bil bi zlagan. Le da bi hodila pod roko s teboj po ulicah starega mesta. Urok. Tam na desnem bregu reke mala vas stoji. Vsaka hiša mu je znana, vsaka steza v cilj pripeljana. Sonce se pomika čez zenit. Težka torba nosi šolarja domov. Naravnost domov noge protestirajo, ko v jesenski gozd zavijajo. Misel v glavici je glasna, naj skrivnost postane jasna. Sliši šumenje za sabo, nekaj šviga čez stezico, manj mu kdo sledi. Čakaj, čakaj, gozdni škrat, nič se ne bojim, hitro noge me nesite, da ga uredim. Čas pa neusmiljeno teče, medtem ko gozd šolarja ureče. Doma pa oče čaka sina, skrb in jeza zreta mu iz oči. Ko zagleda sina, malo mahuje, nič reče in tako čar gozdnega otoka preteče. Kruh. Brokoli, Litva, Bog. Kruh za brado. Paragraf, pogodba, pritožba, kruh za pravljico. Pesem, povest, pravljica, hrana za duše. Kadar sem srečna. Kadar sem srečna, sonce svetleje sije in pomlad je v moji duši. Kadar sem srečna, mi rože cvetijo v dlaneh in siplem jih povsod, kamor padejo, širijo svojo mamni vonj. Poberi jih in z mano zaplavejo spet sam. Kadar sem srečna, okušam prijeto sladkost. Gledam najlepše podobe s svojimi duševnimi očmi in srce mi bije v ritmu valčka. Kadar sem srečna, bi hotela objeti vsakogar, kdor mi pride naproti. Hotela bi deliti lepe občutke z vami, ki ste mi najbližji, pa tudi z vami, ki vas ne poznam. Kako lepo je biti srečen.
sveta ostane vedno nekaj svetlega. Nekaj, kar srce ogreje in vero človeka znova zaseje. Morda je to beli cvet sredi temne vode, morda prvi žarek sonca, ki sivino jutra prebode. Morda pa je to roka tvoja, ki mi jo podaš, da ne omagam sredi boja. Sredi temnega sveta ostane vedno nekaj svetlega. Zadnji sončni žarki. V dlani lovim zadnje sončne žarke jeseni, v bojazni, da bi izginili prej kot želim. Razpršili so se po mojih laseh in pronicajo v otopelo telo. Prazna čaša obljub je zdrsnila na tla, kjer zdaj ležijo razbiti drobci, ki lahko ranijo še močneje kot praznina čaše. Stopila bom preko črvin in še naprej lovila zadnje sončne žarke prezgodnje jeseni. Iluzija. Žvenket kozarcev se izgublja v besedah vseh nijans in zvokov. Pari oči se iščajo in mamljivo vabijo. V mreži si lahko tudi sladek plen ali vaba. Von potnih teles potuje in kroži po prostoru. Se vije med telesi svetlih pogledov ali z dvomom v očeh. Katere uganke bodo danes razkrite? Katera zgodba je začela svoje življenje? Ja, res se toplo zahvaljujemo vsem členom, ki so prispevali, da je danes ta dogodek tukaj v tem prostoru. Pa bi se radi zahvalili gospodu Hedlu in gospodu Kolcu za skromnim darilcem. Vsi smo vsi, ne? Vsak je en člen. Med tem povem, da sem tukaj nastavila eno knjigo vtisov, pisalo bo takoj prišlo zraven, pa kdo želi, lahko napiše kakšno misel. Hvala lepa. Ja, prosim. Zdaj pa seveda še moramo razdeliti. To pa bi naj mošti. Ampak, ne. A da je pa kavalirja. Ja, prosim. Ja. Mariji Šlajce. Vabim jih vse na ode. Ja, pa Marija, prosim, pa še Irena, če se priječite. Dekleta. Torej, vsi se jim zahvaljujemo, za nocojšnjem prijetno večer, in seveda, rožnica. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da smo vsi uživali v tej poeziji. Irena je, moramo malo predstaviti, bivša novinarka Večera. Sem prav povedal, bivša? Ja, ampak moram reči, Irena je bivša samo, kar se tiče Večera kot novinarka. Drugače ona še zmeraj z dušo in srcem novinarka in za nami sodeluje tudi že drugo leto, tokrat kot prostovoljka, ne kot zaposlena v našem dnevnem centru in je glavna urednica našega glasila.
in letos smo uspeli izdati, seveda za njeno izdatno pomočjo in delom, drugo številko našega glasila. Ponosni smo na to, ker je res zelo lepo pripravljeno, lepo urejeno in si ga lahko potem tudi vzamete tam na mizi pri vratu. Tako da, Irena, najlepša hvala tebi in še enkrat celi ekipi za naš vrstni Zdaj pa, če lahko še jaz prevzamem besedo. Bi še jaz nekaj prej. Zahvaljujemo se naši urednici. Trajnosti, neomejene volje, ne vem, če bi dal ta knjižita danes tukaj. Hvala. Zdaj pa smo še Zdaj kratkega, takega, meni malo skoraj norega stavka je nastala taka lepa stvar in to po zaslugi Vlaste. In to pa je zelo, zelo hitro. Vlasta, najlepša hvala. Kot sem povedala, vsak člen je pomemben. Če en zmanjka, ni potem celote in ni zaključka. In zato, da bo zaključek ta pravi, vas vabim na kozarček in kolačke, moške pa prosim, če pomagajo odpreti šampanjec. Veselje. Hvala.